Evo, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, ker ste se v takem številu udeležili našega kratkega webinarja na temo Prihajajo obvezni e-računi. Seveda z nami sta Gorazd Fric in pa Marko Ramšak, ki bosta tudi zraven sodelovala pri tem webinarju. Njih verjetno itak že poznate, ker z njimi delate. Tako da jaz pa v bistvu skrbim za ta del, da čim več izobražujem, osveščam stranke, glede na to, da se bliža zakon za obvezne e-račune B2B v Sloveniji. Tako da bi kar predal mogoče še Markotu pa Gorazdu predvsem besedo za nek začeten uvod. Tako da, a se slišimo? Ja, pozdravljeni tudi od naju. Jaz, ko sem videl spisek, sem rekel, pa saj to bi že skoraj zdravo lahko rekel. Ful smo veseli, da ste se odzvali na tale webinar. Želja, predvsem tudi po spisku, ko sva ga gledala, je vas kar veliko že BizBox tudi uporablja. Današnji namen je predvsem to, da vas, bi rekel, malo seznanimo z novimi stvarmi, kar je sprejeto, predvsem željo, da ne bi bolj na koncu bili vsi čisto panični, pa noreli, pa kako to dela, prej začnete uporabljati BizBox, ki je zagotovo za vas tudi en prihranek časa, je to, da smo pripravljeni, da smo čim bolj pripravljeni. Pa bi mogoče uvodoma vseeno rekel, mi smo že tudi, kar se tiče ZZI-ja in BizBoxa, pripravljeni in dosti naprej, torej tudi gre že za, imamo povezave narejene tudi za naročila kupcev, naročila dobaviteljem, prevzemnice, odpremnice in glede na to, kaj se zdaj na splošno dogaja v svetu, v Sloveniji in vse skupaj, mislim, da bomo zelo aktivno mogli razmišljati o elektronski izmenjavi podatkov. Jaz bi si upal trditi, da je norma tukaj kar precej daleč, da vedno več tega poskušamo vpeljati, delati. Pa rekli smo na splošno, da bi si želeli kakšna vaša vprašanja sproti na koncu, kakorkoli, da vam lahko odgovorimo na čim več stvari, ki vas zanimajo. Marko. Ja, jaz bi tudi vse skupaj lepo pozdravil. Zdaj, moje strani boste pa potem na koncu videli en praktični prikaz, predvsem za tiste, ki še ne delate z e-računi. Samo dol, da vidite, kako preprosto je vse skupaj, pa mogoče vas bomo opozoril še na par stvari, kaj pač treba poznati, pa na kaj treba biti pazljiv. Zdaj, vse, kar se tehničnih stvari tiče, to pomeni, ko boste vi enkrat sklenili pač pogodbo z ZZI-jem, oziroma boste začeli delati v Calculusu, vam bomo mi pomagali tiste nastavitve opraviti, pa tudi začetno uvajanje boste dobili. Več e-računov, ko pošiljate, po mojih izkušnjah, prej zaživi vse skupaj, ker na primer, če pošljete enega na mesec, potem do naslednjega meseca pozabite, tisti, ko pa delajo to vsak dan, pa ni nobenih težav. Tudi zato, da enkrat pa predajam besedo nazaj, Juretu. Ja. Hvala za tale uvod. Še tako, kot je rekel Gorazd, tukaj se verjetno Teams znate uporabljati, tako da imate tukaj piše klepet, kliknete gor in res bomo veseli vaših vprašanj. Eden nam je napisal, da ne sliši, ali ima še kdo težave z zvokom, jaz vas ne slišim. A ne slišite drugače, ostali? Lahko kdo napiše mogoče, da ne bomo v prazno govorili. Sliši nekdo. Ok, super. Pol verjetno ima gospod Rok jasno in glasno, pa smajl, evo, to mi tudi všeč. Tako da izgleda ima gospod Rok nek problem tamle z mikrofončkom, tako da to pa jaz težko zdaj karkoli pomagam, Pravzaprav zvočnikom. Zdaj, edino, kar lahko na hitro pomagamo, je včasih se ne izbere prav zvočnik od zgoraj, ko imate, poskusite na računalniku, če je prav zvočnik izbran. To je edino, kar lahko na hitro pomagamo. Ja, drugače pa bomo drugače tudi posnetek poslali, tako da če slučajno
nič ne slišite ali da imate nek problem, boste tudi dobili posnetek. Tako da mogoče probite še enkrat se vključiti noter prek Teamsov pa videti, mogoče vam bo pol delal, ne vem, težko vam pomagam, žal, tako da. Ok, no, tako da res bomo veseli, tako kot ste zdajle ste se že malo navadili, da vse slišite v klepet, bomo veseli vprašanj. Moram reči, da zdaj iz izkušenj, ker imamo dosti teh webinarjev, da na koncu ugotovimo, da stranke načeloma nekih tudi osnovnih informacij nimajo oziroma niti so tudi vprašanja zanimiva, ker mi mislimo vsi pri sebi, da že vse veste, pa da v bistvu poznate neke stvari, ampak na koncu ugotovimo, da ni čisto tako, tako da je sigurno smiselno, da se take stvari izvajajo. Vsekakor v naslednjem letu bo še več tega. Zdaj, ko gledate tale prvi slajd, vidite, da je 1.1.2028, verjetno vsak reče, imam še čas, ne. Ampak iz izkušenj, jaz mislim, da vemo, kako čas hiti, in da je mogoče zdaj pravi čas, da začnete vsaj razmišljati o teh stvareh. Tako da to je zdaj datum. Kaj se spremeni s 1.1.2028? Zdaj ne vem, koliko veste, itak zdaj načeloma vi račune pošiljate proračunskim uporabnikom, torej če delate z nekimi šolami, vrtci, zavodi ali pa z nekimi javnimi ustanovami, ste mogli že od leta 2015 pošiljati račune elektronsko. Elektronsko pomeni, da ste pošiljali ne po mailu, ampak da ste poslali, ali ste šli na UIP portal, pa ste tam poslali, ali ste pa šli iz Calculusa delati to, ki ima že podprt pot na UIP, pa ste direkt iz Calculusa poslali na proračuncu, a ne. Potem, zdaj pa vlada prav potrdila ta zakon, da bo s 1.1.2028 obvezen B2B, kar pomeni, da bo moglo slovensko podjetje poslati slovenskemu podjetju e-račun. Torej, to pomeni, da PDF pa XML po mailu ne bo več dovoljen, kar pomeni, maili bodo odpadali. Potrebno bo pa poslati preko ponudnikov, to so pa tako, kot smo pač mi Bizbox, smo ponudnik, to pomeni, mi smo elektronski poštarji, da si znate predstavljati. Kaj je, da bo s 1.1. da bo za dobavo blaga in storitev v Sloveniji bo obvezna izmenjava e-računov med poslovnimi subjekti in pa fizičnimi osebami, ki upravljajo dejavnost. Torej, tudi SPI, a ne. Bo pa tako, da za business to customer, torej, če pa delate s fizičnimi osebami, pa ni potrebno pošiljati računov na tak način, ampak še zmeraj tako, kot ste zdaj navajeni, ali po mailu, ali pa pač po klasični pošti. Zakon pa zahteva, da je ta račun izmenjan preko certificiranih ponudnikov, to pomeni poštarjev, a ne, in da smo mi povezani med sabo in da imate tudi sledljivost, kaj se s samim dokumentom dogaja. Ker zdaj na primer, če pošljete klasično pošto, je tako, da kuverto pošlješ in predvidevaš, da je on ta račun pogledal, ga odprl in plačal, ne. Če gledamo, da delamo po e-mailu, spet predvidevanje isto, a ne, ampak načeloma pa vi ne veste, a je on prejel ta račun, ne. Ker na koncu vam itak samo važno, da vi boste pač plačali ta račun, da bo stranka plačala in se mogoče tudi v tej fazi ne ukvarjate s tem, a ne. Tako da, kaj to pomeni za vas, za podjetje, je seveda, da ne boste mogli več po elektronski pošti pošiljati, ne boste mogli več, boste treba urediti neko aktivacijo. Zdaj, če govorimo o vidika Bizbox, ki smo partner od Calculusa, se v bistvu imate to že urejen lahko v programu, in pač vse podatke. Cilj je pa, da si uredite pred zakonskim rokom, pa ne zadnji trenutek, a ne. Največja napaka pri prehodu je na obvezne e-račune je odlašanje, a ne. Morate vedeti, da bojo, ko se bo bližal zakon, načeloma imamo izkušnje, da bojo to vsi delali zadnji trenutek. In takrat se bojo začeli pritiski na ekipe, če ne bo do januarja urejen, bojo kazni in se bo začeli klicali boste računovodstva svoja ali pa če ste računovodstvo danes, vem, da je tudi nekaj računovodstvo vključen na webinar, vas bojo stranke klicale in boste imeli polno enega dela, ne. In veliko bo neusklajenosti med kupci, med dobavitelji, sploh če delate s kakšnimi večjimi strankami, ne vem, Dars, Gorenje, Telemach, oni imajo vse neke specifike, kateri podatki morajo biti v računih, tako da boste takrat pol imeli kar veliko dela s tem. Pa posledično bo veliko ročnih procesov pa napaka, ne. Tako da zmeraj je fajn, da se prej začne te stvari izvajati, kakor pa potem
na zadnji trenutek. Na zakon se ne pripravljamo samo na njega, ampak se vam bo tudi majčkeno način poslovanja spremenil. Zdaj imate vse stvari utečene, nekaj OCR-ate, nekaj uvažate Excele v svoje programe, nekaj delate iz bank, nekaj delate prek klasične pošte, nekaj po mailih pošiljate, iz vseh koncev zbirate te račune in pač ste navajeni tega dela. Zdaj, ko bo pa e-račun, pa tega ne bo več tako. To pomeni, da bo ena pot, en način dela, pa z vsemi na enak način. Torej ne bo več tega, bomo rekli, teh različnih možnosti. Tako da je treba pač uskladiti procese, določiti pravila in pa pravočasno predvsem vključiti kupce, dobavitelje. Sploh ni problem, da vi to začnete uporabljati, bolj je to, da je, tako kot sem rekel, kdo je na drugi strani. Tako da, kaj sam prehod pomeni, ne samo pošiljanje računa, ampak tako, kot sem že omenil, procesi, kako zdaj prejemate, kako potrjujete, kje knjižite, kje spremljate račune. Itak to bo pol Marko tudi pokazal, pa tega že tudi nekateri, ki ste se danes prijavili, vem, da ste tudi že uporabniki BizBoxa ali pa že uporabljate, ali prejemate račune v BizBox, ali jih izdajate. Verjetno pošiljate samo tistim, ki morate, tisti, ki so od vas zahtevali. Zelo malo je takih, da poskušajo delati z vsemi tako, da jih nagovarjajo. Potem, kdo je kupec, kdo je dobavitelj, kdo pripravi račun, kdo ga pošlje, kje spremljamo statuse. Ker morate vedeti, ko bo obvezan e-račun, bo treba spremljati tudi, kaj se z računom dogaja. A ga je pregledal, mislim, a ga je odprl, a ga je pol poknjižil. Tako da vse te statuse imate tudi že vse urejene v kalkulusu, torej boste točno vedeli, kaj se z računom dogaja. Rad bi še dodal, ker sem mogoče prej pozabil, da obvezni e-računi se uvajajo po vseh državah. Tako da zdajle bo letos bo Makedonija, Francija, mi smo med zadnjimi državami, ki smo ta zakon sprejeli. Do 2030 grejo vse evropske države v ta način. To pomeni, če vi delate z dobaviteljem v Nemčiji, zaenkrat ne rabite pošiljati račune preko, rečemo, ponudnikov, lahko normalno mu po mailu pošljete. Z 2030 se pa zakon zgodi, da boste mogli vi kot podjetje slovensko poslati račun v Nemčijo preko ponudnikov. Torej pa bo pa izmenjava med državami. Zdaj se dogajajo obvezni e-računi znotraj držav. Torej, hrvaško podjetje hrvaškemu, nemško podjetje nemškemu in tako naprej. In kaj se bo še dogajalo? Da bo pol treba tudi te račune hraniti na tak način. En primer je Hrvaška, so tudi zahtevali, da se vse te dokumente 10 let hrani. Tako da tudi ta del uvajajo. Imamo pa izkušnje iz Hrvaške. Mi smo bili tudi aktivni preko partnerjev, to pomeni partnerji so Calculus, mislim Normasoft podjetje, vse ta podjetja, bom tudi pol povedal, kje smo vse integrirani, mi v katere programe. Je tako, mi smo imeli 4 mesece po 200 tiketov na dan na podporo. Na Hrvaškem se je dogajalo, klici so bili, vsi so hoteli tako izrihtati. Dogajalo se je, da smo imeli, partnerji so nas klicali, ni delali, neki certifikati so potekali, dobivali so neke zavrnitve nazaj, neke message, iskali se je račune. Morate vedeti, da na Hrvaškem je bilo 33 ponudnikov, tako kot smo mi v Sloveniji. In vsi te ponudniki med sabo smo bili povezani, ampak, ne vem, oni so, na primer, vsak ponudnik je malo drugače interpretiral zakon, v smislu, da je račun validen, če ima vse te podatke in se je delala kontrola. In račun ni šel naprej, dokler ni bilo vseh podatkov, ki morajo biti v standardu, se račun ni prišel naprej do prejemnika. In smo pol iskali, kje so te računi. Tako da eni ponudniki so račune validirali, so vse spustili naprej, ne glede na to, da račun ni bil validen, eni so pa kontrole delali. Tako da v bistvu je bilo veliko enih teh porodnih krčev, ki so iskali ful računov. Plus tega, da je imela Hrvaška tudi fiskalizacijo. To pomeni, da vsak račun, ki se ga je poslali ali ga je pač prijeli, ga je bilo treba fiskalizirati. Poleg tega je bilo treba tudi izvajati na Hrvaškem izveštavanje, poročanje na porezno upravo. Vsakega 20.
v mesecu je bilo treba poslati zbirni ta dokument vseh računov in si imel 3 statuse noter, tako da vse to smo mi v bistvu tudi podprli z partnerji naše in so lahko tudi stranke od partnerjev, to govorim, Safer stranke, od Normasoft stranke, od, ne vem, Biznis Centrala, pač mi smo integrirani v 68 ERP-ov po celi Sloveniji in tudi v dokumentnih sistemih, kar pomeni, da BizBox je že noter vključen, ne. Ampak vi kot stranka itak tega ne opazite, vi v bistvu tam date sam pošlji račun preko BizBoxa ali pa date, da prejemate v naš e-nabiralnik, ker ti imaš lahko prejem urejen in pošiljanje, ali sam prejem ali pa sam pošiljanje, ne. Kar se odločiš, ne, kar želiš, v katero smer to uvesti. Tako da hotel sem povedati za Hrvaško, da je bilo res kaotično, sploh če ste računovodstva tudi, ne, če imate, ne vem, 100 strank, ne, vi boste mogli 100 strank onboardati. Zdaj vaše stranke so navajene tako delati, ne. To pa vas bojo klicale, sploh računovodstva so navajeni, da za njih vse uredite. Ko govorim tudi z vidika Normasofta, tudi stranke, ki ste danes na webinarju, pričakujete od Normasoft, da vam bo pomagala. Potem so stranke pošiljale maile nam, pa partnerju, pa pošiljale ne vem kam vse, na Porezno, dol na Hrvašk, ker je bilo polno enih zadev, ne. In sama praksa je pokazala, da se je res treba prej pripraviti, no. Saj vem, da to se ponavljam skozi, ampak vidim, da ljudje kar čakajo, ne, do zadnjega, ne. Tako da dajte res razmisliti v tej smeri, da se poskušate čim prej tega lotiti. Zdaj jaz tako, ne, če imate vi malo tega, malo računov, to ni taka težava. Bolj vidim problem, če imate vi, ne vem, 2000 dobaviteljev ali pa, ne vem, 1000 kupcev, ne. Pa si pa predstavljate, ko boste mogli z vsemi to si urediti. Saj pol, ko boste imeli to urejen, saj na Hrvaškem se zdaj stvari umirjajo, saj ni zdaj nobenih težav, zdaj normalno vse poteka, ne, da ne bo se zdaj slišali, da nič ne dela, ne. Ampak vseeno, bojo takrat vsi hoteli takoj imeti urejen imeti, no. Kaj to pomeni za vas kot uporabnike, ne, da si najprej uredite prejem, to se nam zdi najbolj taka osnovna, zelo lahka zadeva, bom rekel tudi s stroškovnega vidika, ne. Sam prejem je najbolj enostavno, vi se registrirate v BizBox, te, ki še niste, to imate 2-3 minute dela, dobite uporabniško ime in geslo, ga vnesete v Calculus in boste začeli dobivati vse račune direkt v Calculus, Tako da, in to je za vas tudi brezplačno, tudi nobenega stroška tukaj ni, ne. Prejem je zastonj, ne. In s tem, ko boste začeli prejemati račune, vas bojo tudi druge stranke videle v registru, ker obstaja tudi register prejemnikov BizBox, ki bo tudi Marko pol pokazal, kako lahko v Calculusu vi vidite sploh, kdo ima to že urejen, pa kdo ne. Ker zdaj načeloma vi niti ne veste, kdo ima to sploh urejeno, to stvar, ne. Si ne morete niti predstavljati, kdo ima to urejen. Tako da to imate tudi narejeno vse že v programu. Lahko začnete tudi to tam analizo narediti. In pač si te stvari prvo si prejem uredite, ne. Potem boste mogli iz PDF-ja po mailu, ki ga pošiljate, iti na to izmenjavo, ne. Potem naslednji korak, ki se enkrat to, je priprava kupcev dobaviteljev, ne. Treba jih je obvestiti, kam in kako naj pošljejo e-račun, ne. Potem je treba vedeti, da je bil dokument poslan, dostavljen, prejet, zavrnjen, ne. In če boste začeli z prejemom, potem pa počasi začeti pošiljati, boste počasi začeli širiti svojo uporabo, ne. Ni treba zdaj to takoj, ne, saj nobena stvar ni možna takoj izvajati, ne. Dobro, zdaj čisto tako, kaj sam BizBox je, da si predstavljate, mi smo neki spletni vmesnik, kako bi rekel, mi smo v bistvu povezani v 68 aplikacij. Če si predstavljate, tega je, bom rekel, povsod so narejene integracije, kar pomeni, da BizBox ima za stranke prejem in pošiljanje in tudi v dokumentnih sistemih smo, ker verjetno vi kot stranka lahko uporabljate, ne vem, zdaj se izmišljujem, imate 2 ERP-a, iz kje pošiljate račune, kreirate račun, pa ga pol pošlješ, ne. Pol prejemate pa lahko v neki dokumentni sistem, ne vem kam, Tako da to ni težava, Lahko pa, da prejemate in pošiljate iz enega programa, ne. Ker recimo na Hrvaškem je bilo tako, da so imeli lahko, so pošiljali iz 3 sistemov, so imeli lahko več iz večjih koncev so lahko pošiljali, ne. Pri prijemu so mogli pa samo enega potrditi, ne. Zdaj, ko sem se glih spomnil, ker sem šel prehitro naprej za zakon. Zaenkrat v Sloveniji ni predvidena fiskalizacija.
ampak mislimo, da pol v roku enega leta, po letu 2028 pa znajo tudi to uvesti. Tako da, ampak zaenkrat tega ni. V zakonu niti opredeljen. Drugače smo mi največje omrežje za račune, tako da imate malo občutka. Možno je tudi račune seveda pošiljati, nismo samo mi edini. Lahko jih pošiljate tudi iz bank. Imate bančno omrežje, nekatere stranke tudi iz tega delajo. Razlika je z bankami pa med nami to, da če se vi enkrat registrirate v BizBox, se strinjate, da lahko vsem pošljete račun in tudi strinjate, da lahko vsi prejemajo. Če pa vi uporabljate banko, morate iti pa v njihov sistem, niste iz Calculusa, pa morate pri njih to delati. Pardon. In morate tam označiti, kjer mu želite poslati račun, imate malo več ročnega dela. Plus omejitve so pri priponkah. Vi morate vedeti, da ko pošljete e-račun, zmeraj pošljete XML strukturo plus PDF vizualizacijo. Torej, tisti del, ki je brljiv, ki ga vi znate prebrati. In lahko tudi date priponke zraven. Kakšni dajo, ne vem, predračune, ne vem, karkoli zraven prpnejo. In tukaj ni nobene omejitve tudi pri sami, bomo rekli, velikosti teh fajlov. Ali pa kakšne pogodbe date zraven, karkoli. Tako da to ni težava. Naprimer, tam je to težava. Ampak zdaj se nima toliko veze, kaj ima banka, kaj imamo mi, jaz sam hočem povedati. Ko boste enkrat tega mogli z vsemi delati, je sigurno mogoče gledate te, ki ima največ stvari podprto, da imate eno rešitev. Mislim, rešitev imate itek Calculus, ampak ponudnika. In mi imamo v tej naši bazi prejemnikov registriranih okoli 290 tisoč prejemnikov. In vi lahko po davčni številki preverite v Calculusu, kdo že prejema in kdo ne. Noter imate vse proračunce, noter imate vse te, ki so v bankah, prejemniki, noter imate Hrvaško, imate celo Srbijo noter in mi skozi dodajamo nove prejemnike. In ta register je vedno večji, vedno več je prejemnikov noter. To je tako, če si predstavljate, ko uporabljate telefon, zdaj, če vi kličete v A1 omrežje, vi sploh ne veste, da ste klicali v njihovo omrežje, kar je normalno. Ti pokličeš telefonsko številko in dobiš drugo osebo. Tako je isto v elektronskem svetu. Mi ponudniki moramo biti med sabo povezani in če boste vi pošiljali račun, ne vem, enemu drugemu, bo šel prek nas direkt do unga prejemnika, ki je tam registriran v temu noter. Tako da si znate predstavljati malo v zadju, kaj so te ponudniki. Tudi vsi te ponudniki bo za sam register, bo tudi UIP skrbel. Mislim, da aprila se moramo vsi ponudniki prijaviti. Te, ki bomo izvajali to za izmenjavo e-računa v Sloveniji. In prek teh ponudnikov, ki bo ta register, bojo vsi ponudniki tudi not navedeni za stranke. In potem mi ponudniki med sabo moramo biti pa nujno povezani. Ker če mi namo povezani, vi ne boste mogli enemu poslati računa, ker on uporablja nekaj drugega. Ampak bom rekel, sam BizBox je super, ker je toliko pokrit. Mi smo zdaj trenutno, po moje, tam 90% trga slovenskega je BizBox že integriran, kar je toliko dobro za stranko, da lahko se registrira in lahko pošlje račune. Kako začeti, to sem že večkrat ponovil. Brezplačna registracija, najprej si uredite prejem, povežete se z vašim programom in začnete pošiljati prvi dokument, potem pa lahko začnete postopno širiti z ostalimi. Kako vključite kupce pa dobavitelje? Vi že zdaj uporabljate tudi BizBox eni. Zelo pomembno, da naredite analizo. Če se odločite, da bi radi prejemali račune v prvem koraku, morate vse svoje dobavitelje obvestiti, da želite, da vam pošljajo e-račun. Naredite analizo po davčnih številkah in vam bo Calculus vrgel podatke, kjer vam lahko že račun pošlje. In ko boste imeli to zrihtan, boste rekli, ok, s 30 lahko že danes začnejo mi pošiljati v BizBox svoje nabiralnik račune. Potem z ostalimi delate neke nagovore in pošljate dopise, da bi radi z 1. januarjem, da vam začnejo vsi račune pošiljati na tak način in jih pa spet 10 prepričate ali jih pokličete ali kakorkoli. In pač ko delate po korakih. Zmeraj je fajn, da začnete s tistimi delati, ki pač seveda največ računov izmenjujete. Če imate, ne vem, z enim, ki si 500 računov izmenjujete, boš, da s 500 to naredite. Prvo, te velike se lotite. Pa boste ugotovili, da delate s Telemachom. Bo imel Telemach neko specifiko. Naprimer, da vam dam primer, zdaj smo delali mi onboarding za Dars. Dars se je odločil, da bo delal prejem računov, torej, da prejema račune samo še prek BizBoxa in je nagovarjal vse svoje stranke. Prvo so se upirali, tako kot se mogoče tudi vi zdaj še v tej fazi.
Pol je Dars dal novo obvestilo, je rekel, lejte, do takrat morate. Pol je dal spet novo obvestilo, je rekel, boste mogli 8 evrov plačati za vsak račun. Četrto obvestilo je bilo pa, da ne bojo več z njimi delali, ne. Ampak jaz ne govorim, da vi se tako postopate, ker meni je jasno, da pač Dars, hočem reči, te velike firme si lahko to dovolijo na tak način, a ne, te Lahko. manjši je lahko problem, a ne. Ampak hočem povedati, kako se firme tega lotijo. In na koncu si vsi to uredijo, ker če bom tako rekel, to ni zdaj neka stvar, ki ne bi delala, pa da rabite vi ful nekega tehničnega znanja, pa da to je nek problem, ne. Pač to je samo stvar, kdaj se odločite za ta del. Lahko pa druga varianta je, to govorim zdaj za prejem, seveda, če pa hočete vi začeti pošiljati račune, vam morajo pa oni javiti, kam želijo vaš račun pridobiti. In zdaj vi naredite analizo. Glejte, ene stranke prejemajo lahko v Bizbox, ene stranke lahko prejemajo v banke, zato da vi pol lahko iz banke on takoj plača račun. Mi imamo pa eno varianto tudi, da vi pošljete e-račun preko Bizboxa in naredimo preusmeritev na njegov mail. Torej, on bo dobil vaš račun na mail. Ampak na ta preusmeritev na mail, to je zdaj trenutno samo vmesna faza, še ta 1 let pa pol, pa ne bo več tega možno, ne. To govorimo zdaj samo za prehodno obdobje. Tisti, ki pa nimajo nič in pa lahko pošljete, pa rečete, evo, glej, tlele imaš, registriraj se, pa boš lahko dobil račun od mene v Bizbox, ne. In samo pošiljanje je tako, da se plačuje, prejem je zastonj, ne. Če prejemate, ni stroška, to je tako kot klasično pošta, ki imate nabiralnik, ki dobiš v nabiralnik, dobiš zastonj pošto od enega, tisti, ki pa pošlje, pa plača znamko, ne, tako isto v elektronskem svetu. In vsi ponudniki se plačuje ta del. Zdaj za Calculus, jaz zdaj ne vem, kakšni so stroški, če začnejo pošiljati preko Bizboxa, to bojo bolj Gorazd vedel. Po mojo zakonski predpis je to vse brezplačno, razen nastavitve, druga ne košta. Evo, super, tako da v bistvu to je stvar, ki ni, bomo rekli, tudi za vas nek velik strošek. Mi bomo tudi imeli tako narejen, da bomo imeli neki zastonj pošiljanja, zdaj trenutno bomo imeli tako, da bomo imeli 20 brezplačnih. Torej, lahko vsaj probate, torej se registrirate v Bizbox, vam nastavijo v Calculusu in potem lahko 20 jim pošljete račune. Prej še naredite analizo, kdo ima že urejen predal, da mu lahko pošlješ račun, in 20 imate zastonj računov. Po tem obdobju boste imeli, ne vem, boste rekli, jaz imam 300 zaposliti, pa boste dobili nek letni paket, ki ga boste plačali in velja 1 leto. To so zneski, ne vem, zdaj trenutno imamo še po starem načinu, torej imate 1 evro je aktivni predal, pa 25 centov na vsak poslan dokument. Torej, če bi zdaj se odločili v tem obdobju, ko imamo webinar, da bi vi začeli pošiljati, vam lahko seveda uredimo 20 zastonj, kar pomeni, da bi mogli v Calculus pisati mail, da želite izkoristiti to akcijo, pa nam pošljajo na naročniško službo, da vam damo 20 zastonj računov. Potem imate pa 25 centov za vsak poslan račun. Vemo, da bo naslednje let se pojavili tudi novi ponudniki. Vemo, da bo tudi konkurenca in da bojo cene lahko zelo različne. Primer na Hrvaškem je bilo tako, da so vsi imeli neke popuste. Morate pa vedeti, da s temi popusti vas pa, bomo rekli, dobijo na svojo stran. Pol na koncu, ko pa boste začeli delati, ko boste imeli pa to več tega, se bojo pa pokazali določene lahko problemi. Predvsem govorimo o supportu, predvsem govorim o sami podpori. Videli smo na Hrvaškem, da so se tudi našli neki startup podjetja, ki so imele 2 zaposlena. Na koncu so dobili s to nizko ceno ogromen strank, ampak vprašanje je, kako jih bojo naprej tudi lahko jim pomagali. Tako da to je zelo dvorezen meč. Govorim pač, kaj se dogaja na Hrvaškem. Verjamem, da bo v Sloveniji kar podobna situacija, ziher se bo našlo se 10 velikih ponudnikov, ampak glede na to, da sam Bizbox dela to že 15 let, da smo integrirani vse te sisteme in da tudi stroškovno smo ugodni, normalne cene, ni nobenih velikih stvari. Malo sem se zdaj zelo, bom rekel, se odločil na te cene, ker vem, da na koncu bo samo to prevagali. Mi bomo tudi imeli akcije, popuste, ker hočemo, da to pač seveda moramo delati kot ostali.
tako da to sploh ni problem, da ne bi se prilagodili. Je pa tako, da mislim, da že sam program Calculus ima že več kot pol strank registriranih v BizBox, že uporabljajo BizBox, tako da ta stvar že funkcionira. No. Ok, ne bi zdaj tukaj preveč prodajno izpadlo, da imate si boste prehranili čas, manj napak, reklamacij, sledenja in pa skladnost in preglednost. To tudi verjetno Calculus, ki vam razlaga delo v programu, vam iste stvari razlaga, ampak to so pa sigurno neke istočnice. Morate pa vedeti, da s samim zakonom, ki se uvede obvezne e-račune, to je v bistvu predvsem nadzor države nad davki. Rečemo za kot uvednost leta 2019 so uvedli to v Italiji, oni so pobrali ne vem koliko milijard več davka. Ne. Tudi zanimivo Srbija, vemo kako je v Srbiji ta črn trg, kakorkoli, no. Se te računi, ki se pošilja, ki se lahko malo podatke spreminja in določene stvari. Srbi so pred nami že 2 leti. S tem, da Srbija je uvedla še marsikaj drugega uvaja, tudi uvaja obvezne e-dobavnice. In tudi v Srbiji smo prisotni mi. Tako da morate vedeti, da vedno več se bo to dogajalo. Tudi to, kar je Gorazd rekel na začetku, zdaj so samo računi, ne. Ne bojo zdaj, ne verjamem, da bi bili obvezni tudi ostali dokumenti. Imamo tudi možnost izmenjati naročilence, dobavence, potrditev naročil. Ampak danes se bolj osredotočamo na e-račune, ne. Ker če tako gledate, to je v bistvu zadnji dokument v sami celotni dejavnosti, ne. Če imaš ti še naročaš stvari, če jih pol potrdiš, pa dobavenca, pa prevzemenca. In cilj je tule bolj, da v bistvu s temi, bomo rekli, z e-računi, a ne, to ne govorim v XML-ju pa po mailu, ampak da gre preko ponudnikov, je fora v tem, da, ne fora, no, je to, da si vi interni proces olajšate. Zdaj, če gledamo eno nabavno službo, on zdaj cel dan gleda noter, kaj mora naročiti, kaj mu je zmanjkalo, klicati okoli, hoditi v skladišča, ne. Zdaj, če to ti narediš izmenjavo EDI-ja, to govorimo o drugih dokumentih, tega celotnega procesa ni več, ne. In sistem v bistvu malo poenostaviš stvari, ne, tudi s temi e-računi, ne. Jaz sem presenečen tudi zdaj, mi smo zdaj dobili tudi od UIP-a določene podatke, ker zdaj trenutno morate obvezno pošiljati na UIP in imamo tudi sliko, kaj se dogaja. Še zmeraj 50% strank pošilja v kuvertah, ne. Ena znamka stane 90 centov, ne. Tako čisto za razmislek, ne, tako da mi je to res nerazumljivo, ne. Mail razumem, ne, mail je zastonj, ne, to vsi razumemo, ne. Ampak mail, če ti ga prestreže, pa ni v redu, ne. Tako da to so ene stvari, ki se zdaj pojavljajo. Okej, to sem zdaj že razložil, da si lahko avtomatizirate, čas si prehranite, stroške, tudi zdaj verjetno določene stvari OCR-ate, ne. Tudi to ne bo več možno OCR-ati, ne. Zdaj zaenkrat ta vmesno obdobje si boste lahko še OCR-ali, ker vam tudi stranke tako pošiljajo, ne. Ali pa če ste računovodstvo, vam po mailu vse račune pošiljajo, ne, pa jih pa uvažate not, ne. Ali pa vam pošljajo Excel izdanih računov, ne, pa od stranke govorim, ne. Mogoče bi samo še to dodal, no, mi tudi ponujamo aplikacijo spletno. Seveda je cilj, da delate vse v Calculusu, ampak če imate vi kot stranka nekega kupca ali pa dobavitelja, mizarja, nekega SP-ja, on sigurno ne bo tega delal, ne. To vemo, kako je, ne. Tazga lahko usmerite tudi na BizBox. Mi imamo našo aplikacijo, ki lahko stranka se zastonj registrira gor in tudi zastonj uporablja aplikacijo in pošlje tiste 2-3 račune zastonj. Če ima on 21 računov na leto, mu vi, ki ga boste, če boste delali analizo vaših strank, vam bo 20 strank rekel, boste videli, da imate 20 mizarjev ali pa 20 vodovodarjev, ne. Oni itak imajo to vse po žepih, vse delajo z gotovino in tako naprej in te račune. Rečeš, lej, zdaj, ko bo zakon, tle imaš link, se registriri prek BizBoxa ali pa vi to zanj naredite. In to je minuta, da se registrirate v BizBox drugače, ne. In rečeš, evo, tlele boš zdaj iz tle mi račun pošelj, ti ga dobiš pa direkt v glavno knjigo v Calculus, če govorimo za vidika računovodstev. In se pač navadi v aplikaciji uporabljati, ne. Itak se bo operal, pa do naslednjega leta, do decembra ne bo tega naredil, ampak vsaj toliko, da mu poveste, da to obstaja, ne. Okej, zdaj pa jaz mislim, da sem kar veliko govoril, ne, več, kakor sem mislil. Tako da... Jure,
Ja. Preden gremo naprej, eno vprašanje, čist, ki je bilo vmes omenjeno, elektronska hramba, zdaj mi jo imamo za proračunske uporabnike, torej zakonsko, tako da lahko dajo prejete dokumente v stran, tudi ostali, ampak pol, ko bo pa to prišlo v obvezno, a bo ta elektronska hramba kar že del vaše funkcionalnosti, ali jo bo Tako, treba ja. posebej, Ne, ali jo bo ne. treba posebej naročiti? Ja, zdaj na Hrvaškem smo imeli tako, da če si predstavljate, BizBox je, vi zdaj uporabljate Calculus, lahko bi šli pa pogledati v našo aplikacijo, ko dobiš ti uporabniško, greš na internet stran, daš prijava in imaš ti nek ta vmesnik in ti bi šel lahko tudi direkt v BizBox not gledati. In noter imaš vse, imaš v nabiralniku, torej vse, kar boste pošiljali račune čez en let ali pa upam, da že prej, pa prejemali v BizBox, imate tam not v aplikaciji to vse prejete račune, vse izdane račune in tam imate vse na enem mestu. Ne? In če bi bila zakonodaja, da morate pol hraniti to 10 let, zdaj imamo tako, da imamo to vse hranjen, pol imamo pa po enem letu, imamo pa ponudbo, mislim, da smo imeli za Hrvaško 10 evrov na mesec, je strošek, da imate vi vse not v e-nabiralniku. Tako da imate lahko hranjen tudi pol mi temu rečemo edi-hramba. Torej, Imamo pa, ja. to bo zagotovljeno, tako da ne bo treba iskati potem. Ne rabim iskati, ja. Tudi mogoče zdaj, ko ste računovodstva kle zraven, ampak okej, ne vem, zdaj, da ne bom govoril, mi bomo tudi zdaj delali s tem, da bomo imeli plačila in vse to v pogled za računovodstva, da bojo lahko gledali bančne spiske strank. Tudi to pripravljamo z jesenijo, tako da določene stvari se bojo še dodajale kot neki, bomo rekli, neka dodana vrednost vsemu temu BizBoxu. No. Ok, zdaj, mogoče, če so še kakšna vprašanja, zdaj imam večinoma napisan, da vse slišite. Drugače pa, če imate vmes, bi bil res vesel kakšnega vprašanja, tamle v klepet greste, drugače pa jaz mogoče predajam besedo še verjetno Marko, tudi da vam tudi malo v Calculusu to pokaže, a ne Marko? Ja. Tako da tam daš v skupno rabo, saj vem, da veš. Ja. Ok, zdaj verjetno vidite Calculus, ne? Prvo, kar bi rad pokazal v Calculusu, pa to, da vam razložim, jaz imam zdaj tule primer dveh podjetij. Eno podjetje je tisto, ko bo izdalo e-račun, drugo je pa tisto, ko ga bo prevzelo. Zato, da lahko na primeru pokažem, kako to gre. In sicer, da je klasični izdan račun, damo teksti narediti, zato ne bom tega še enkrat ponavljal, ampak bom kar vzel enega kot predlogo, pa bom rekel, da mi naredi novega, ne. Samo toliko, da vam novega naredim, da lahko potem pokažemo. V glavnem, na računu imamo partnerja, potem pozicijo, to je vse isto kot prej, vi naredite klasični račun. Kjer se pa začne e-račun, je pa to gor na kupcu, ki označite potem, da želite temu kupcu pošiljati e-račune preko ZDI-ja. In sicer tule gor, ko je e-račun posrednika, vidite, imate izključenico ponavadi, tako vsi dokler se ne prijavijo. Potem je XML oblika je bilo za tiste, ko so želeli pošiljati, na primer, po mailu XML plus PDF, kar bo zdaj v kratkem odpadlo. Potem je ZDI in pa tako je Jure prej govoril, ZDI banka. ZDI banka se bo uporabi takrat, ko stranka na drugi strani želi, da pride e-račun direktno v njegovo banko. V vseh drugih primerih bo se pričakovalo, da če izberete ZDI, da bo pač tisti račun šel preko poštarja direktno do vašega ERP sistema. Zdaj, kot se pa to odgovori, bom pa, ja. Prosti, kaj pa če pošlje na UIP? Če pošlje na UIP, imajo pa tole še vedno izbrano samo ZDI, to se tule označite samo poštarja, To pomeni, označite ZDI, potem pa gre ZDI omrežja v omrežje proračunskih uporabnikov v UIP. Če bi imeli pa tule klienta, torej partnerja, ki je proračunski uporabnik, v tem primeru je pa še tule ena opcija, ki jih vi zdaj ne vidite, je pa UIP, v tem primeru pa oni pošiljajo iz UIP-a v UIP. To je pa posebno. Ok, v glavnem, v vašem primeru, v večini primerov bo tule gor označeno ZDI. Potem morate pa samo še tule pod podrobnosti, bodite pazljivi, a gre za proračunskega uporabnika ali ne. Zato, da pač potem tudi ZDI ve, kam naprej to posdelovati. Ok, obvezni podatki so pa samo tisto, kar imate že zdaj izpolnjeno, to pomeni TRR, davčna, ID za DDV in matična številka. Zdaj, kot smo tu na testu, imam jaz pač neke testne podatke, tam to GDPR. pokažem.
GDPR, ja, ok. V redu. In zdaj imamo mi tule noter en artikel. Dobro, jaz bom samo enega dal, takle. Takoj, ko je vnešen kupec, ki ima označeno gor, da želite za njega narediti e-račun, bo pod podrobnosti se dodala tule kljukica za e-račun. Kar pomeni, ko boste vi tak dokument shranili, boste dobili zraven gor dodaten zavihek, e-račun, in tam gor boste imeli prikazan dokument, ne, tam boste lahko tudi priponke dodajali. Ok, torej, če gremo gor na zavihek e-račun, prvo imamo mi tule neko vizualizacijo e-računa. Ker tisti e-račun, ko ga vi pošiljate, XML oblika zgleda takole, ne. To je e-račun od logo 2.0 in iz tega se potem tudi vse uvaža. Tisto, kar pa vas zanima, ne, klasično se pošlje še priponka, torej PDF, tako ste ga bili tudi do sedaj navajeni, in pa dodate lahko tudi druge priponke, ne, imate tule kar gumb nova priponka, pa izberete tisto, kar želite dodati. Ok, zdaj, ko ste vi račun naredili, ste ga naredili klasično, tako ste ga bili že prej navajeni, potem se pa nadaljuje, ne. Mi potem vse te račune, ki so označeni kot e-račun, jih prikažemo tule med izdanimi e-računi. In vse, kar rabite s takim računom narediti, je, da ga podpišete. Zdaj, v primeru, da imate v kalkulu že uvožen digitalni podpis, jaz na primer pri sebi imam Sigentu uvoženo, ne, imam ta račun že kar v štartu tudi podpisan, mi ga ni treba podpisovati. Če ga nimate, da ga imate na računalniku, boste dali desna miška pa podpiši in zdaj tule nimam opcije, ne, ker je že podpisan, ga podpišete iz zbirke certifikatov, ki so nameščeni na računalniku, in v naslednjem koraku ga potem samo še pošljete na ZZI. Vse druge opcije, ko vidite tu gor, smo bili pač prisiljeni uvesti zaradi strank, ko so obirali drugačne poti, ne. Zdaj, hvala Bogu, se bo to vse zvrnilo na eno in isto pot, to pomeni, vsi bomo delali preko e-računov, in teh opcij dejansko sploh ne bomo več potrebovali. Ok, in kaj se zgodi, ne, ko mi pošljemo e-račun na ZZI, imamo tule status e-računa, da je bil poslan, na drugi strani bo pa prejemnik računa, jaz sem zdaj sicer enega poslal, ne, lahko bi jih več, ne, prejemnik računa bo šel pa na prejete e-račune in bo izbral opravila pa uvozi e-račune iz ZZI. To pomeni, če bo imel gor 50, 80 e-računov, bo vse te e-račune dobil hkrati sebi, ne. To je zdaj tale račun, ki smo ga mi poslali. Vidite, takoj, ko pride do prejemnika, če bi šli zdaj nazaj pogledati, imamo na izdajateljevi strani, lahko preverimo povratnico, torej kaj se je s tem računom zgodilo. Prej, če se spomnite, je bil tule status e-računa poslan. Zdaj pa, če preverimo povratnico, se bo pa spremenilo in bo nam napisalo, da je e-račun sprejet. Zdaj ti statusi, možno jih je več, ne. Na primer, proračunski uporabniki imajo pa ponavadi na drugi strani eno osebo, ki te račune pregleda pa potrdi. V tem primeru boste dobili status potrjen. V primeru, da pride do kakršnekoli napake, ne, bo že itak ZZI poslal nazaj odgovor, pa tule v podrobnostih bo pisalo, zaradi česa je prišlo do napake. Zdaj, klasična napaka je, na primer, da pač ena stranka zamenja TRR in se davčna pa TRR pri partnerju ne ujemata, ne. Ok, potem je še pa četrta možnost je pa, da se tak račun zavrne. Torej, vi boste lahko kar v kalkulusu, tako smo mi prej prijeli e-račun, tudi če smo ga že enkrat prijeli, lahko potem naknadno ga označimo, pa damo zavrni e-račun preko ZZI. In napišemo, da vem, zavrnjen zaradi ponovitve, ali pa ne vem, ali pa napačne naročilnice. Ali pa kaj podobnega, ne. In ko boste tole poslali, bo potem spet na drugi strani uporabnik, ne, ko bo šel gledati e-račune za nazaj, bo dobil nov status. Torej, to, kar vam jaz zdaj kažem, ne, lahko dejansko tudi gledate v Bizboxu, ampak sploh ne rabite hoditi v tisto orodje, jaz temu vedno pravim, da je to tako neke vrste spletna pošta, ne. Tam imate nabiralnik, pa imate tisto, kar je šlo ven, pa tisti dokumenti, ko so prišli not. In ne rabite tam gledati, ker lahko dejansko delate vse preko kalkulusa, ne. A vidite, takole dobite tudi informacijo,
kaj se je zgodilo, ne. Teda dejansko davate skoraj nič ne spremeni, vi boste še vedno delali izdane račune, lahko se tudi dogovorite, ne vem, da potem konec dneva podpišete 40-50 teh e-računov hkrati in vse hkrati pošljete. Ni treba vsakega posamezno, ne. Pa opcija je tudi, to pa govorim tisto, kar je pač prej Jure omenil, ne, mi imamo tule pod šifranti partner, to lahko pa sicer že zdaj naredite. Šifranti, to imam malenko drugače. Partner. Ok. Tule zdaj imam sicer neko testno okolje, tako da neke partnerjev ravno nimam dosti not, ne. Na partnerjih pod opravila imate opcijo preverjanja vseh možnih partnerjev za e-račun v ZZI. Zdaj, ko boste to sprožili, ne, date tule izvedi, zdaj ne vem, če mi bo to ravno v testnem okolju mi ne dela, ne, ker so pač neki testni podatki not. V drugem primeru vam bi tule označilo vse partnerje, katerim je možno na tak ali pa drugačen način pošiljati. Torej, tudi če oni prijemajo na mail, ne, pa se vi odločite, da mu boste preko ZZI-ja poslali po ZZI, potem stranki dostavo na mail. Ampak to je zdaj samo prehodno obdobje, ne. Zakaj sem vam to pokazal? Ko boste imeli vi enkrat nastavitev, jaz vedno tako učim, ne, najprej se lotite enega večjega dobavitelja in z njim uredite, ne, torej njemu začnete pošiljati račune, oziroma kupca, ne, njemu začnete pošiljati račune, zato da vidite, koliko ta proces poteka. Potem mi pa naredite mogoče prvih 10, tisti, ko so zanimivi, ne, zdaj, da bi pa za vsakega posebej na partnerju označevali, tisto pa ne gre, ne, in vi boste imeli možnost potem, ko se boste odločili za celoten prehod, boste lahko nabrali vse partnerje in boste lahko tule prek tega orodja tudi vse izbrali ali pa poklukali tiste, ko želite, ne. In ko boste to shranili, bo vsak od teh partnerjev imel gor že oznako, da se mu pošilja preko ZZI. To pomeni, ne boste nastavljali za enega, dva, ampak boste hkrati za 100, 200, ne, pa še več. Ok, zdaj mogoče bi še to povedal, ne, če gremo malo na prejemnikovo stran. Tule, ko vi dobite prijet e-račun, to bo 100% račun od, ki nam všeč, ne. One bojo dejansko zdaj dobile vse račune notri hkrati, ne. In vsak račun bo v okviru nastavitev, odvisno kako imate nastavljeno, bo lahko že kar poknjižen. To pomeni, da se prepišejo knjižbe od prejšnjega računa. In vse, kar boste mogli narediti, je, da boste samo prekontrolirali, ne. Vsi ostali podatki se prenesejo, to pomeni od zneska do TRR-ja, do številke, vse, ne. Ok, je pa še ena možnost v kalkulusu, ko boste imeli več prejetih računov. To je pa sicer zgodba za en drug webinar, mogoče boste imeli opcijo, to mora iti pa na prejete račune, prav, boste imeli opcijo hitrega knjiženja, ne. Temu mi rečemo obdelava prejetih računov in sicer v tem primeru imate pa potem v levem okencu zgoraj, imate vse prejete račune, ki pač ustrezajo statusu, ne, da še niso bili zaključeni. Potem spodaj boste imeli že kar knjižbe, zdaj v tem primeru jih še nimam, ne, ker pač nisem si nastavil na tak način, pa to so eni stari testni podatki, ne. Če bi gledal tekoče, bi imel potem že to kar gor, ne. Ne, imam knjižbe gor, na desni strani imam pa vizualizacijo dokumenta, to pomeni, jaz hkrati urejam račun, desno ga lahko sproti gledam, da vidim, da so vsi podatki tako morajo biti, da zaključim in grem na naslednjega, ne, in to se zelo hitro potem vse skupaj odvija. Če mi, Marko, mi smo že to ene dvakrat tudi predstavili, odpreš, sam na hitro še. Jaz bi predvsem rekel, da tle so izjemni rezultati, a ne. Tisti, ki bi radi zmanjšali ali potrebo računovodski servisi, da rabite še kako računovodkinjo več, ali tisti, ki imate veliko dokumentov, časovno in vse skupaj, tu gre za prihranek vsaj 30% časa in s tem hitrim knjiženjem moram reči, da imam prav nekaj zahval oziroma pohval, koliko so prihranili časa in koliko so zavtomatizirali poslovanje.
tako da to lahko, če vas zanima, vam predstavimo, lahko dobite na testiranje vse skupaj. Moram reči, da to še zaenkrat, ker še ni obvezni e-računi, imamo tudi en OCR, ki moram reči, da zelo dobro dela in naša stranka, ki uporablja največ tega za svoj računovodski servis, bere mesečno že zdaj 20.000 strani dokumentov in je tudi kvaliteta prebranih vsebine izjemno dobra. Torej, tu so in e-računi in tisto, kar je z OCR-a, no pač dokler še to bo. Toliko sam. Na kratko, če pa želite kaj več informacij, nam pa pošljite pač elektronsko. Ja, pač iz prakse vam povem, ne, zdaj pač situacija je taka, veliko jih še dobiva na mail, ne, in potem mora tisti e-račun hraniti, pa ga uvoditi noter v Kalkulus, ne. Isto, na primer, če pošilja e-račune preko banke, ga v Kalkulusu naredi, ga mora izvoziti, uvoditi na banko, pa tam tiste priloge urediti, pa pošiljati naprej, ne. Kar v bistvu vse odpade, ko enkrat delate direktno v Kalkulusu preko ZZI, ne. Vse delate iz programa, sploh ne rabite nobenih umetnih orodij ali pa konvertiranja ali pa česarkoli, ne. Teda, tisto, kar je Jure že na začetku povedal, ne, kar smo se mi tudi ustrašili po domače povedano, ne, je verjetno tisti pritisk, ko bo potem zadnje mesece. Ker nam ni problema, ne, stranko uvesti, pa da začnejo delati z e-računi, je pa problem, če bo takih strank, ne vem, 30, 40 v istem dnevu, ne, lahko še več. Zato jaz priporočam, ne, te ne rabite vse kar takoj začeti pošiljati, ampak dobite si enega, na primer, kateremu pa bi res pošiljali e-račune in začnete z njim. Vam garantiram, da prej kot slej boste prišli tudi z ostalimi, ne, ker se vam ne bo dalo s tem zafrkavati. Kar se tiče pa prejemanja e-računov, je pa sploh v redu zgodba, ne, ker vi v bistvu kot računovodkinja, ne, nimate nobenega dela več, vi v bistvu samo še pregledujete, analizirate podatke, ne. Nimate več unega golega klopanja ali pa vpisovanja pa tako naprej, ne. To se mora reči, da kvalitetne lahko izrabijo čas za pomembne stvari. Da ne bomo rekli, da zdaj ni nič več dela, pa bomo tepeni. Ja, je kar razlika. Zdaj pa ne vem, po moje, če bi bilo kako vprašanje, to sem še pozabil omeniti, ne. V primeru, da bi kdo rad pogledal, jaz imam te e-račune tudi bolj podrobno razloženo, imamo na YouTubeu ene tečaje, ko sem pa če tisto osnovne stvari razložil, kako se pošilja, pa tako naprej, lahko napišete k nam na naslov, pa vam bo naša Tatjana poslala bližnjico, ne, do tistih spletnih tečajev. Jaz sem še nekaj pomembnega pozabil, pa sem imel zapisano tle. Nastavitve v Kalkulusu so tudi take, da lahko za prejemanje pa e-računov nastavite poseben mail in prejemate točno oziroma pri pošiljanju je pomembno predvsem veliko strank tistim, ko pošiljamo elektronske račune, lahko se nastavi, ker napišejo, mi želimo na tale mail prejemati, kadar niso še vključeni v BizBox. Tudi cel kup stvari je tukaj. Zdaj pa tudi, če ne boste delali preko Kalkulusa te poizvedbe, ne, vi imate že kar v spletnem brskalniku, imate zelo preprosto, samo napišete BizBox e-imenik, vpišete potem davčno številko podjetja, koliko že imamo mi? 7 SI. Ja, davčna. 71882740. Ok, pišete davčno številko, date išči in vam napiše, ne, torej mi smo že v DDI-ju, v primeru, da bi vpisali tule kakega proračunskega uporabnika, bi pisalo tu omrežje UIP. Omrežje UIP smo rekli, da je omrežje proračunskih in vi boste iz Kalkulusa, torej gospodarski subjekt, ko boste pošiljali, boste zbrali ZDI in ZDI potem dostavi v drugo omrežje. To je samo en primer, ne, te omrežje je ogromno, ne, pošiljajo se tudi e-računi na Hrvaško, tudi ni nobena težava. Če boste pa tule videli napisano mail, ne, to pa zgleda takle, dobro, zdaj ne bom iskal, v glavnem, če napišete davčno številko, pa piše tule mail, pa pomeni, da stranka pričakuje e-račun na točno določen mail. In vi lahko še vedno preko ZDI-ja pošiljate, ker tista pot, ne, da ste na primer pač vi zdaj na partnerju to opremili, vpisali, na kjer mail naj gre e-račun, to se bo preko tle končalo, ne, in vsa večja podjetja ali so že prešla, ali pa bojo zdaj zelo v kratkem, ne, bojo vse svoje dobavitelje pozivale samo še za tak način elektronske izmenjave.
greste predvsem samo za čas, a ne, kdaj bomo lahko vse spravili v to. Ne. Zdaj se spomnite takrat, ko so se začeli e-računi, je bila zelo podobna zgodba. Zdaj pa tisti, ko niso delali veliko z proračunskim, a ne, so pač kar počakali z vsem skupaj, ne, tisti, ko so pa imeli, so se mogli pa takoj odzvati. Ok, toliko z moje strani, ne, zdaj pa, če bo kakšno vprašanje, jaz Juretu predajam besedo, pa. Ja, hvala, Marko. Marko je še našo spletno stran pokazal, načeloma bi jo lahko tudi jaz, ne, ampak ja, tam lahko preverite. Ja, vem, da lahko tam takoj preverijo. Zdaj imamo 1-3 vprašanja. Pozdrav, zdaj govorimo iz vidika računovodstva verjetno. Pozdrav, nekatere stranke ne bodo same tega delale, niti izdajale računov, kako naj računski servis to uredi namesto njih. Jaz zdaj tudi zelo veliko targetiram računovodskih servisov in delamo z njimi te kampanje. Tako da jaz bom vesel vašega maila, pa da vam še dodatno razložim, da ne bom zdaj tlele dolgo vezal. Ampak načeloma je tako, ne, vi lahko v imenu stranko registrirate in tam označite, da ste vi njihov pooblaščenec in ona vas pol tudi za ta del pooblasti, da lahko v njenem imenu to izvajate, ne. Zdaj, če ste vi računovodski servis, verjetno veste, katere programe uporabljajo vaše stranke. Jaz ne vem, zdaj previdevam, če uporabljate Calculus, da verjetno jih tudi na te stranke. Ene računovodske servisi imajo, ne vem, strankam rečejo, da jim je vse kaj uporabljajo, ne, pa se pol računovodstvo vključi v vse programe, kjerekoli ponujajo, mislim, kjerekoli stranke uporabljajo, neke računovodstva, da rečejo, mi imamo samo Vasco, eni rečejo samo Calculus, zato da je tudi vam kot računovodstvo verjetno lažje, da dobiva vse direkt, da vi dobivate, imate nadzor nad vsemi prejetimi računi v Calculusu od vaših strank, ne. Mi tudi bomo veseli vaše feedbackov, če zdaj govorimo iz računovodstev. Mi hočemo tudi zdaj z računovodstvi delati intervjuje, ker verjamem, da računovodstva imajo še druge težave, ki jih skrbijo, kako bojo to delali. Govorim sam vaš operativni proces dela, ne, in kako od vaših strank vse te njihove izdane račune, ki jih zdaj dobite po neki poti, ali pa ki vam pošiljajo vse račune, ali vam slikajo račune, ali karkoli počnejo, ampak ok, zdaj ste itak to že delate, verjetno OCR-ate in tako naprej, ampak ko bojo e-računi, bojo mogli te stranke tudi to delati, ne. Zdaj lahko jim vi pomagate, da se registrira, pa lahko vi v njihovem imenu račun pošljete, ampak jaz verjamem, da jim ne bo problem tiste 3 račune poslati. Tako da itak bojo primorani v to, no, če sem iskren. Tako da jaz predlagam, da se javite mi, komot za ta vprašanje, jaz vam dam tule moj mail, ali pa ja, najboljše, da napišete na prodaja, pa vam damo, mi imamo še nek priročnik, kako tudi nagovarjati stranke, kakšne mailinge poslati, kako jih registrirati v BizBox, kako jih dati tam kot pooblaščene, tako da to imamo vse postopke opisane za računovodstva. Tako da tukaj lahko pošljete, če imate za računovodstvo. Potem imamo, kako je s pošiljanjem v tujino. Drugače, tako, v Sloveniji najbolj pogost standard je e-slog 2.0, pač mislim najbolj je ta, ne. Na Hrvaškem je bil UBL 2.1, v Srbiji je bil tudi 2.1. Mi na BizBoxu delamo vse te konverzije, to pomeni, da če vi hočete v tujino poslati, jaz vem, da vi sprašujete za prostor, ampak zdaj hočem samo razložiti, da veste ta del, pa bo pa mogoče Marko pa Gorazd vedela ta vprašanje. Če vi zdaj pošiljate v Avstrijo, če bi radi poslali, ali pa da so oni od vas hoteli, da jim pošljete račun, zmeraj treba pogledati, kaj na drugi strani oni v Avstriji, zdaj ena firma v Avstriji, rečemo, uporablja. In oni vam rečejo, mi uporabljamo Editel Avstrija, imamo pa standard, ne vem, Edifact, ne vem, in mi rečete, ok, super, mi rečemo, z Editelom smo povezani, torej vi rečete, ja, jaz bi pa rad dobil v e-slogu, zato da boste v Calculus dobili direkt ta račun od tega avstrijskega firme in bomo mi tako naredili, da boste vi prejeli račun direkt v Calculus od te avstrijske firme. Ali pa je obratno, vi pošljete v e-slogu in se naredi standard v Edifactu, ne. Tako da mi smo drugače tako, no, v velikih državah prisotni, tudi Nemčija se bliža za obvezne e-račune,
ampak je pa še zmer tako, a ne, za zanimivost v Nemčiji še zmer, je, ne vem, 400 standardov, ne. Tako da te stvari ne grejo tako, da se samo vključiš, pa kar začneš pošiljati, ampak vsekakor s temi zakoni bo vedno več tega. Glede tega, mogoče pa Gorazd pa Marko, kaj je vprašanje, se verjetno ga vidita, bodo PDF-ji zavzemali prostor v Calculusu v smislu omejitve osnove baze podatkov, 10 gigabajtov? Jaz bi se kar že na prejšnjo vprašanje. Najprej, izdajajo račune lahko tudi na računovodskem servisu. Ne? Če jih bo sam izdajal, bo moral neko urediti poročanje. Za prejete račune lahko jih prevzema tudi računovodski servis, potem imamo še eno veliko reč, ko jo nekateri so že tudi videli predstavljeni, imamo računovodski portal, pa lahko tja gor oddajajo. Torej, vse procese nekje v načelu že imamo pokrite tudi za računovodske servise, za te male uporabnike, a ne, ko so. A ne, to je... Jaz bi še nekaj dodal, ne, tole, ko je gospa Katarina vprašana, ne, glede pooblastil stranka, obstaja taka forma. Vam bom tako razložil, ne, vi, na primer, ko odprete kot uporabnik, ne, Bizbox za sebe, morate najprej odprete uporabniški račun, pa ga morate autenticirati s tem, da pač dobite povratni mail, to vam lahko mi pomagamo. Potem drugi korak je pa, da morate v Bizboxu zregistrirati podjetje. Ne? In tam, ko ga registrirate ali za sebe, ali pa ga registrirate v tem primeru, da vas nekdo pooblasti, ne, da boste delali za njega. Tam zberete potem, ste pooblaščenec ali ste to vi. Ne? Tako je. Pa nekaj bi še priporočil. Ne? Dej, preko ste govorili računovodstvo, pa da ti lahko, na primer, tudi tak uporabnik tam odpre. To se treba prej za računovodstvom zmeniti. Če bo računovodstvo prevzemalo potem tiste prijete račune. Jaz priporočam, da računovodstvo odpre najprej svoj Bizbox, potem pa lahko vsa ta podjetja, tako jih ima v Calculusu, tam noter firme naštete, lahko tudi različna podjetja si zregistrira in potem oni vse dobivajo. Sej, tako kot si rekel, Marko, načeloma je treba tako narediti, da se prvo samo računovodstvo registrira, potem pa dodaja svoje podjetja gorja. Tako. Ja. Tule je eno zanimivo vprašanje, kako bo z izstavljanjem in pošiljanjem e-računov za fizične osebe. Fizične osebe ne padajo v ta sistem. Tako. Če upravljajo neko dejavnost, ne vem, SP popoldanski, karkoli, verjetno bo mogel tako izdati račun, ampak spet za fizične osebe je tako. Je pa tako, a ne? Če vam bi rekel, lahko pa je, ni pa to zakonsko obvezno. Če vam bi pa rekel, ja, daj mi izstavi e-račun, ga boš pa mogel znati izstaviti. Če bi mogoče na drugi strani fizična oseba to zahtevala. Če govorimo o paragonskem bloku, če govorimo o računu za fizično osebo, imamo fiskalizacijo, ki je že predpisana in ferti. V smislu e-računov se bo pa zaenkrat ni predvideno, da bi se karkoli spremenilo in da bi mogel izstaviti e-račun. Drži. Tako, ni to tisto, ne vem, imajo v Sloveniji isto fiskalizacija 1.0, ne vem kako je, za te davčne blagajne, pa to itak, to je čisto druga stvar, kot to. Ker rečemo, na Hrvaškem so uvedli fiskalizacijo 2.0, ne. Ja, tudi kmetje bojo mogli, ja. Dejavnost kmetje, ja. Ja, če se zdaj društva, če pošiljajo proračuncu, morajo tudi izdati račun, ne? Meni je to tak, Jure, ampak ko razmišljam, društvo je tak subjekt, da bo moralo to po moje delati in je pravni subjekt, jaz mislim, da to velja tudi za društvo. Tako, ja. Ampak še enkrat, mogoče še to sem pozabil povedati, no. Za te male firme bojo uvedli na Fursu proračun, Furs bo imel mini blagajno, tako kot je zdaj na UIP-u, ne, zdaj, vi ste rekli, ok, UIP ima itak za ston pošiljanje, za tiste 3 račune šel na UIP, pa bom iz portala poslal, ne. Ampak tam oni nimajo, bomo rekli, imate pa pol kasneje več dela zaradi tega, no, če me razumete. Če imate tega veliko, boste pol mogli tako v Calculusu vse stvari tam urejati naprej, a ne. Bo pa država uvedla, mislim, Furs bo imel neki mini Furs blagajno, ki jo zdaj delajo, zato da bojo lahko te stranke, ne vem, mogoče kmetje ali pa pač to, kar me sprašujete, te, ki imajo dopolnilne dejavnosti, šle kaj na Furs, pa bojo s tem delale to. Tako da, zato bo tudi poskrbela država, ker more, a ne. Tudi
vi kot stranka, če sem iskren, noben vam ne more pogojevati, kako boste pošiljali, prek koga boste to delali, ne? Ker to je vaša svobodna odločitev. Je pa tako, da je sigurno super, da imate vse to urejeno na enem mestu, da delate z enim, ki je pač že mogoče malo bolj večji. Morate vedeti, če gledam iz našega vidika, imamo okoli 20 000 podjetij že registriranih, smo največji v Sloveniji, že od leta 2010 to delamo. In tudi spremljamo skozi zakonodajo in skupaj s partnerji spreminjamo stvari, tako kot ste jih mogli zakonsko druge stvari ali pri plačah, vem, da se skozi spreminjajo stvari, pa morajo oni prvi to urejati, da imate vi to urejene stvari. Tako isto bo za e-račune prišlo, a ne. Sigurno bo v tem letu še kaj novega vam prišlo, govorimo, ampak ne bo prišlo to, da ne bo treba tega delati. To je neizbežno, ne. Tudi morate vedeti, da kaj so že, vsak reče, ja, se to govorijo že 10 let, pa tega ziher ne bo, ne. Bo, ne. Tako da to bo, mi iz prakse vam razlagam, ker imamo veliko teh pogovorov, no. S plačilom mi nimamo nič, ne. Kako je pa s plačilom, če račun poslam prek Bizboxa? Tam se stvar ustavi, a ne. Še eno vprašanje je prej, kaj bo z normiranci, a ne. Jaz mislim, da to je zdaj mislim, ne da vem. Normiranc je pravni subjekt. To pomeni, da iz tega vidika bojo morali, a ne. Moje mnenje, kako je s plačilom? Plačila, vse to funkcionira preko kalkulusa, vse avtomatika je speljana za kreiranje računov, potem uvoz izpiskov, vse to je vse zautomatizirano pa znotraj kalkulusa. Tak račun gre isto, sklic in vse skupaj naprej in je postopek, ki je veljaven že kar nekaj časa, pravzaprav zelo dolgo v kalkulusu. A veste, kaj je za vas razlika? Za vas je razlika, samo pot je druga. Račun pride normalno, tako kot zdaj. Nobene razlike ni naprej s plačili, tako kot je rekel Gorazd. Samo druga izmenjava. Ne gre prek maila, ne gre po klasični pošti, ali pa prek OCR-a, ampak gre prek ponudnika. Samo to je razlika. Izmenjava, ta pot, ki račun pripravite, ki ga pošljete, ta del vmesen je Bizbox, ne. Čisto po domač povedan, no. Tam je bilo po moje bolj vprašanje, kaj če nekdo dobi račun, za katerega se pričakuje odloženo plačilo, pa pride z računom, pa gotovino vred, ne, pa reče, da ga bo plačal. Po moje je bilo tehnično. Zdaj, gotovina je pa problem še vedno zakonodaje, kar se fiskalizacije tiče. To spet ni problem e-računov, ne. To govorimo o obveznih e-računih, tu govorimo pa o pravilih, ki so znotraj fiskalizacije. V primeru založniških hiš je bilo to posebej, potem ko se je fiskalizacija začela, definirano, da ni treba spreminjati, tudi če pridejo plačati z gotovino. So neke izjeme, ko so dovolili, da tudi če račun ni fiskaliziran, da ga lahko plačajo v gotovini, oziroma so se odločili, da bojo vse račune fiskalizirali. To je zelo različno. Potem je vprašanje, a bo povečevalo bazo PDF dokumenti. Ja, ampak PDF ni velik. PDF ni velik in zdaj bo postalo to obvezno, ne. Tako da seveda malo povečuje, ampak PDF-ji so relativno zelo mali. Je pa res, da se bo vedno bolj izmenjevalo, ne, pa gospod je tule napisal tudi 10 giga, ne, to je pač omejitev SQL Expressa. Kar pomeni, da pa skrbi, ne, kako bo pol z bazo podatkov, ne, če se bo to začelo enormno povečevati za neko izmenjavo. Zato, ne. Ja. Povečevalo se bo, zdaj nekega takega občutka pri tistih, ko se menjajo, pa ne samo te PDF za e-račun, to sploh ni taka težava, ne. Jaz sem imel primere, tudi naprimer, ko so v podpisku so pošiljali po mailu, naprimer, tam dokument, ne račun, ampak kaj drugega, so ti podpis dali 10 mega, naprimer, nota, ne. In če so pošiljali to po 200 mailov na dan, ne, to je zelo hitro, narediš veliko porabo kapacitete, ne. Ampak v osnovi bi sam PDF kot tak ne smel zasedati, pa veliko ga ne zaseda in pač ostalo je pa omejitev Microsofta in bolj so pa procesi, kak narediti, ja, to pa nima. Pa postopek glede tega, če treba e-račun popraviti, ne.
tam je pa zgodba, ja, tam je pa zgodba takšna, ne, vi greste, da vam lahko kar na primeru pokažem, ne. Takle, vi greste tule na izdan račun, zdaj verjetno vidite še enkrat tole, ne. In na primer, da so mi ga tam neki zavrnili, tako v tem primeru, ne, grem pod prodaja pa izdan e-račun. Zdaj, takoj, ko bom jaz tale račun, ko je bil zavrnjen, ne, bom obstoječega popravljal, pa na primer, da nisem imel naročilnice noter, pa je zahtevajo. Ko dam jaz tak račun v pripravi, pa vpišem potem noter pravo naročilnico, ne tista, ko pač mora biti. Takoj, ko ga bom zaključil, bo tale račun dobil nazaj status, tako da ni bil poslan. To pomeni, tak račun je treba potem samo popraviti. Imate opcijo tudi popraviti, ne, potem ga pa še enkrat podpišete pa pošljete, ne. Druga opcija je pa, če ni treba nič vsebinsko popraviti, ampak smo mi prišli do napake zaradi tega, ker je prejemnik zamenjal TRR, ne. V tem primeru pa kar na obstoječemu partnerju zamenjamo TRR, da je tisti pravilen, potem imamo pa opcijo gor ponovna priprava e-računa. To pa pomeni, da se samim dokumentom nič ne zgodi, kalkulus je samo prebral posodobljene podatke iz partnerja, pa je še enkrat zapisal v strukturo e-sloga za e-račun. In potem ga spet podpišete pa pošljete. Ne, teda, to je zelo lahko operirati. To ni tako, ko pa na primer oni računi, ko so bili poročani na FURS, ko če je bilo nekaj narobe, niti mogel drugega, ko pa ga stornirati, pa še enkrat poslati, ne. V tem primeru ga lahko dejansko obstoječega popraviš, pošlješ, pa potem spet počakaš na odgovor. Tam je še eno vprašanje. Vprašanje je, kaj je pa s knjigo, vezano knjigo računov. Glejte, jaz bom zdaj z eno gotovostjo govoril, se opravičujem, če bi bil kaj narobe, ampak mislim, da ne. Najprej knjiga vezanih računov se navezuje na fiskalizacijo. Fiskalizacija vemo, da moram ali fizično osebo ali pravno osebo, ki sem od nje prejel gotovino in nimam drugih stvari ali kreditno kartico, v takem primeru sem mogel narediti vezano knjigo računov. Zdaj, če bi pa povzel to, da prihajamo na e-račune med pravnimi osebami, je pa tako, ne, vezano knjigo računov boste mogli delati, če nimate drugačnega procesa, ampak e-račun boste pa mogli, tako je Jure že omenil, če drugače nimate oddati preko FURS-ove strani, zato da boste tudi e-račun naredili, ker vam je pravna oseba prenesla denar, kar bo po moje takrat se zgodilo, da pravzaprav tega ne bo na nek način več, ne, kakorkoli. Ampak procesa sta pa, mislim, zakonodaje sta pa popolno ločena. Eno, da ste prejel gotovino in da morate fiskalizirati, drugo je pa, da morate med pravnimi osebami poslovati z e-računi. Tako. Pa rad bi samo še to, ker ste imeli malo te dvome o normirancih pa fizične, vsem bo treba, sem šel še enkrat pogledati, dodatno izdati e-račun preko ponudnikov. Za fizične osebe pa še zmeraj velja lahko PDF in pa klasična pošta. Po mailu, no, po domače povedano. Tako da in normiranci vsi bojo mogli to delati. Ker pa še nekaj, kaj Gorazd rekel, tudi, kot sem prej omenil, mi imamo spletno aplikacijo, ne rabijo na FURS, ne. Tako da grejo lahko mod na aplikacijo in tam pošljajo. Lahko tudi pošljemo vam, kako izgleda aplikacija, ker smo tudi imeli imamo za vse države in to imamo že 2000 stran gor. In to, če ima 5 računov za poslati, gre gor in ima to vse zastonj. Tako da je to lažji onboarding stranke, bom rekel, no. Ja, to je gospa Milena še napisala, glede normirancev, ne, da je problem pri prijemu. To pa po mojem tista zgodba, kot sem jaz prej govoril, ne, zdaj, praksa je taka, računovodski servis odpre v svojem imenu BizBox račun, ne, in tega vpišejo not. Pol pa, tako veste, ne, računovodski servis imajo ogromno enih strank, ne, in zdaj namesto, da bi odpirali za vsako stranko posebej BizBox račun, pa delali nastavitve v kalkulus, je dosti bolj ugodna situacija, da ko še enkrat imajo svoj uporabniški račun za BizBox, da preprosto v tistem računu podjetja dodajajo, ne, samo oni, za katere dela, jih morajo pooblastiti, potem bojo znotraj BizBoxa videli več podjetij, ne samo svojega, ne, in tudi v kalkulusu bojo lahko na tak način prevzemali račune. Ja, greste samo za to, da pač se najde nekaj smiselnega, ne, če boste
začeli šele s tem delati, je bolje, da te slišimo, da pomagamo prvimo nastaviti, pa tek takoj ugotovite, da kaj se gre, ne. Tako, in tako, kot je rekel Marko, vi boste stranki, se tega ne da delati, kar mi je pač vemo, kar pričakuje od vas in to je najlažji način, ne. Nekaj je prekinilo. A se slišimo, le? Zdaj pa je, ni se slišalo, kaj si zdaj rekel, no, če... Po moje nič pametnega, ampak sam ponavljam. Ne, Da se ta, kot je rekel Marko, vi kot računovodstvo, pač stranka vas bo klicala, sigurno, dajte mi to zrihtati, meni se tega ne da, vi greste se registrirate v BizBox, če niste, in date pooblaščence tole v bistvu vašo stranko. Ja, treba je... Jure, se opravičujem, ampak do zdaj smo za vse stranke, cel proces prijave, dokler ne bo jeseni novega načina, če sem prav te razumel, bo to jeseni predvidoma, a ne? Ne, jeseni bo samo link, ko greste prek linka, zdaj pa mora se registrirati stranka prek spletne strani, prijava in se tam registrira. Čakajte, da vam pokažem. Zaenkrat smo to mi vse upravili. Preprosto date zahtevo in vam speljemo kompleten proces mi in tudi potem vključitev v kalkulus naredimo mi. Zaradi tega, ker če ne bi imeli sam kup problemov, pa se ukvarjali z nastavitvami, pa kako jaz to naredim, to mislim, da do zdaj smo za vse naše uporabnike kalkulusa, pa ki so želeli bi BizBox naredili to mi. Lejte, kle greste to, kako Goras razlaga, kle greste na BizBox in greste kle prijava. Dobro, jaz sem zdaj že registriran noter, ne? In potem se kle registrirate in greste čez ta postopek. To ni nič tazga. Pardon. Jure, te lahko dopišeš noter, da še vidijo, kako to odgleda. Ja, sicer zdaj jaz nisem v demotu in tukaj imamo pač podatke noter in greš noter in tukaj greš podjetja in potem iščeš podjetja po davčnih, tukaj, ko vidite status prejemnikov, noter imaš vse prejete, izdane račune, vse to. Tako da to je nek vmesnik, ki ga vi lahko greste pogledati, lahko pa direkcija v kalkulusu, tako je rekel Marko. Ampak jaz mislim, da Marko je tega že veliko naredil, tako da on to tudi najbolj obvlada, tako da vam bo to on vse uredil. Je pa tako, morate se pa zavedati, zdaj, če ni noben registriran, pa da bo to zadnji mesec, bo kar problem. Tako da dajte se res tega lotiti. Ok, je še nekaj vprašanj, ne? Vidim. Ja, gospa Tinka je zdaj, ali lahko imam BizBox na različnih računalnikih, recimo v trgovini, pisarni, kjerkoli. To se naredi znotraj kalkulusa in... Ja. Mi nismo program, to se morate zavedati. Da boste razumeli, tako zelo poenostavljeno povedano. Je to neke vrste spletna pošta. Tako na primer Siol, če ste šli, ko ste bili na morju, ste šli v brskalnik, šli na spletno pošto in ste imeli pač tiste osnovne stvari, kar ste potrebovali. Ni pa bil to tisti odjevalec te pošte, ko ste ga imeli na svojem računalniku doma. Na BizBox je samo zato, da lahko... V redu, ampak kar se pa kalkulusa tiče, pa ko enkrat nastavljeno, kjerkoli imajo dostop do kalkulusa, na kjerkoli lokaciji to dela in konec. Tudi ni treba za vsakega uporabnika posebej nastavljati, ampak se nastavi na nivoju podjetja. Tako. Ok, pol pa še eno vprašanje je bilo tudi od Ekaterine. Tule, če prav vidim, je našla eno stranko, kjer piše, da je omrežje mail. To so pa tista podjetja, ko zaenkrat še niso v DDI-ju, hočejo pa vseeno prijemati e-račune. Zdaj pa teh, v primeru, da se boste poslužili tiste poti, kar pa zdaj še eni še vedno delajo, da kar po mailu pošiljajo na dogovorjen mail, na katerega hočejo prevzemati, v bistvu tisti mail lahko tudi prestrežejo, spremenijo TRR, to se vse lahko zgodi. Mi sicer v kalkulusu imamo kontrole za to, ampak drugi mogoče ne. Če pa pošljete preko ZDI, bo pa ZDI poskrbel, da bo prišel ta e-račun na njegov mail. Dobro, ampak direktno vprašanje je, XML dobijo... njihovih računov. Ja, če vam pošljajo v XML, boste dobili XML. Če ga oni hočejo, če ga bojo pa oni poslali, je pa spet, kam ga boste vi zahtevali. Če boste rekli, da ga želite imeti v ZDI, torej v BizBox, da boste dobili tja. Če boste pa rekli na mail,
ga boste pa še zdaj do 2028, ne ga boste dobivali na mail, ampak za vas to pomeni, da ga boste mogli potem ročno uvažati v kalkulus ali pa ga ročno vklopati. No, ne. Ja, zato Kar ga je morate, daljše po- zato ga morate prepričati, da se registrira v Bizbox. Itak je to zastonj. In pa bo dobil nabiralnik in bo to to. Ja. Sam še Ampak nekaj bom... eksplicitno je pa odgovor, če pa večina, mi tudi, ko mi pošiljamo kar direktno iz maila, iz kalkulusa, da imamo nastavitev in potem gre poleg PDF-ja tudi XML. Isto je kontrapot, če vam pošljajo direktno po mailu, celo ne preko Bizboxa, vam vedno lahko pošljajo PDF in XML, če imajo tako. Ja, ampak v tem primeru mail pomeni XML plus PDF, ne samo mail. Na Bizboxu pa Tako. to, ja. Ja. Mogoče sam še trenutek iščem en dopis, ki bi vam ga rad pokazal. Pa če imate še kakšno vprašanje, ali pa sem, da jaz tole najdem, ki bi rad to res, da si znate predstavljati. No? To, kar sem prej razlagal. Vi pošljete vsem svojim, kaj so že oni, kupcem. Komitentom, ker je lahko za obe dve strani, a ne, in kupcem in dobaviteljem. Ja, ampak sta dva različna dopisa. En je dopis, da nagovarjate seveda kupce, da si uredijo prejem, ker bi vi radi e-račun poslali. In imate 3 opcije. Eno je, da izbere e-nabiralnik, ena je, da izbere banko, ena je pa, da naredite preusmeritev na mail in napiše na kjer mail, to, kar smo se zdaj pogovarjali. In vi mu pošljete ta dopis in stranka vam bo označila, en bo napisal, jaz dobivam v banko in bomo mi naredili, da bo v banko dobil vaš račun. En bo označil, da želi v Bizbox dobiti in bo v Bizbox dobil račun. En bo pa napisal, da hoče preusmeritev na mail, pa bo napisal na kjer mail. Torej, vi pošljete dopis in stranka vam označi, kam hoče vaš račun dobiti. To je to. Bolj je problem, ko bo neodziven, pa vam tega maila ne bo, vam tega dopisa ne bo vrnil nazaj. Ga morate pol poklicati, pa reče, ja, lahko označiš, kam bi rad je dobil račun, ne? To je to. Imam še eno vprašanje, glejte, ker to imamo tudi narete prevzemnice, oddajnice, smo rekli vse skupaj. Tu gre za eno zadevo, ki ni zakonska sprememba, ni zakonsko predpisana, se moramo dogovoriti, ampak problem je, da vse stvari že funkcionirajo, imajo pa veliko kje eno tisti osnovni problem. Ali imamo ZDOP, da lahko to elektronsko pošiljamo z dobaviteljem ali našim dobaviteljem ali našim kupcem usklajene šifrante. Ne? To je zdaleč največji problem. Elektronsko izmenjava dokumentov ni nobena težava. Je pa problem, če vi dobite za svoj artikel, ki ima šifro 100, od dobavitelja šifro 150. Ne? Kalkulus ima to rešeno, da lahko rečete, dobaviteljeva šifra je toliko in vam znamo mi prevzeti. Je pa to zelo težko vzdrževati. Zaradi tega se moramo z vsakim od vas, ki vas to zanima, pogovoriti in preveriti, kaj so pasti in a se da to vpeljati ali ne. Tehnično gledano pa zadeva čisto normalno funkcionira kot vse izmenjave podatkov. Ne? Ja, jaz bi tu še nekaj drugega dodal, ne, preko razmišljal, s čem se srečujem, preko delam s strankami, ne. Zdaj, nekatera podjetja večja, predvsem tako je na primer Merkur ali pa kaj podobnega, bo imeli posebne zahteve pri pošiljanju e-računov. In oni vam ponavadi napišejo dopis, pa napišejo, kaj ste želijo imeti, zdaj vsega verjetno ne boste razumeli. V takem primeru je najbolje, da se obrnete na nas ali pa na ZZI, ne, saj oboji znamo. Mi pomagamo vam potem nastaviti v programu prvi račun tak, a veste, ker oni ga želijo prvič prejeti ne preko ZZI, ampak ga želijo e-račun po mailu zato, da ga pregledajo, pa ugotovijo, da je v redu. Ali pa ga dobijo preko ZZI, pa vam tudi ne dovolijo, dokler oni ne potrdijo, da ste v redu pošiljati, ne. To pomeni, da je vse v skladu z njihovimi zahtevami. Ker morate vedeti, da e-slog 2.0 je pač neka forma, ki je predpisana in noter je še ogromno enih možnosti. Ne? In zdaj nekatere večje firme so si zaželele še
dodatne stvari, ki drugače niso obvezne, ampak oni pač to hočejo imeti, zato je bilo treba Ja, to narediti. Merkur je že imel recimo ene dodatne podatke za prejemanje računov in smo mogli prilagoditi za Merkur še neke dodatne podatke že na nivoju računov. Isto je pa na vseh ostalih dokumentih, da predvsem večja podjetja še rabijo kakšne podatke, dodatne vse skupaj, to mora najprej se urediti nekako na nivoju ZZI-ja oziroma Bizboxa, potem moramo mi kaj prilagoditi, za Gorenje nam menda ni bilo treba nič prilagajati, kot so zahtevali, zelo različno, kaj pač potrebujejo. Ampak, da vas tako, da ne bo zdaj to izgledalo, da vas strašimo, bolj je tako, vi si naredite analizo in pač seveda, jaz mislim, da 90% strank nima takih zahtev, da bi mogli še kaj dodatno se ukvarjati s tem. Je pa peščica takih, ki smo jih zdaj omenili, Merkur, Dars, Telekom, ne vem, vedno več je takih firm, ki želi imeti v tem e-slogu neko polje, ne vem, številko naročila, ali pa hoče imeti GLN številko, lokacije, ali pa želi imeti ne vem karkoli. In oni rečejo, da bojo nagovorili vse svoje te stranke in mi za njih naredimo ta onboarding in vi boste dobili obvestilo, tako kot je rekel Marko, in bo pisali, odločili smo se, da bomo prejemali račune preko Bizboxa, zahtevan je podatek ta pa ta, prosim, da se obrnete na ZZI in potem se bomo mi obrnili na ZZI in bomo rekli, ker vi, ko boste delali analizo in ga v registru ne bo, ne vem, Merkurja, in boste rekli, kako je to možno, se Merkur je velika firma, zakaj njega ni not, ne? Zato, ker si je Merkur tako uredil, da je naredil omejitev prejema. Zato, da vi nas kontaktirate, mi pogledamo, kakšen e-slog vi lahko dobite ven iz Kalkulusa, Kalkulus že to vse pripravi, stestiramo in če reče Merkur, ja, račun je validen, ga mi vklopimo in ga dodamo ves kot, da lahko temu Merkurju pošljete račun. Če dam primer, Gorenje se je zelo zgledno lotilo tega. Oni so naredili 2 predstavitve, kjer ste sodelovali in vi in mi, in so za dobavitelje naredili 2 predstavitve o e-računih, torej tiste, ki jih pošiljajo Gorenjem, in so lepo zgledno dali možnost, da se vsi naučijo, pripravijo, potem je bilo pa tako, če hoče z Gorenjem delati, boš poslal e-račun pa konec, Tako. To je še bilo več. Gorenje se je odločil, da je tudi kakšne stvari financiral kdaj, ampak načeloma je kar tako, ta veliki, morate pa vedeti tudi to, kar ste prej za prevzemnice spraševali, pa kaj Goras razlagal, Tudi daj boste dobili dopis, če delate, ne vem, z e-trgovino, ne vem, Telekom se je odločil, da bo izmenjeval naročila, dobavence, vse sam še preko ponudnikov, tako kot smo mi, in on ima neke svoje zahteve, in vsi njegovi dobavitelji pač morajo tako delati, in tudi Kalkulus ima drugače to urejen, torej ima podprte te dokumente v e-slogu, naročilo, dobavenco, in če si ti enkrat registriran v Bizbox, ti lahko tudi naročilo pošleš in dobavenco. Ampak če se najde neko veliko podjetje, ki ima neke svoje zahteve, pa treba prej to še vse stestirati, Ampak pustimo zdaj, jaz mislim, da je e-račun dosti bolj enostaven, ni toliko težav sploh, ker to zdaj že funkcionira in vse te vprašanja, ki imate, so čisto na mestu, tako da, zdaj imam pa vprašanje omejitev hrambe, Ja. To je za tebe, ja, pol je pa za nas. Če sem iskren, jaz mislim, da mi nimamo nobenih omejitev glede hrambe, ker mi tudi ponujamo certificirano hrambo. To je pa za tiste stranke, ki morajo hraniti, tukaj imate, ne vem, ima Pošta Slovenije, Mikrogram, Mikrografija, oni imajo tudi certificirano hrambo. In Kalkulus, če bi pač bila zahteva za to, bi se lahko tudi to naredili integracijo, Treba je povedati, da te shrambe zakonske so zaenkrat v večini primerov plačljive. Ne, ni treba imeti certificirane, če pa oni zahtevajo, da moraš imeti 10 let hranjen, pa moraš imeti,
hranjene 10 Te let. govorim, te so plačljive. Naslednje vprašanje, kako lahko podjetje shranjuje račune pri sebi. Saj to se, če jih avtomatsko dogaja. V resnici so v Kalkulusu vsi hranjeni. In e-računa tako ali tako več ne dobite v papirni obliki, kadar govorimo o izmenjavi Bizboxa. Problem je, da tu še zakonodaja vedno ni spremenjena in prava, res zakonsko prava hramba je dejansko taka, da mora imeti časovni štempelj gora, ne. Jaz moram reči, da z neki velikimi podjetji smo se že pogovarjali, pa zdajle ene dve delata, pripravljata pravo elektronsko hrambo, predvsem prejetih dokumentov, medtem ko proračunske uporabnike imamo pa ali na Pošti Slovenije so si uredili ali karkoli. Torej naša naloga je, da zadevo samo speljemo in imamo že tudi z Bizboxom pač ponudniki te izmenjave, mislim, da jim pošljemo dokumente za hrambo pripravljene. Vesna, jaz opravičujem, a sem jaz odgovoril to, kar ste želeli slišati oziroma vedeti. Tudi vse... Jure, mi smo zdaj po času kar preko, ne. 47 je še vedno prijavljenih, torej tema je zanimiva, ne. Tako da, če še ima kdo kako vprašanje, mi še z veseljem odgovorimo. Ja, super je, da ste zvedeli to, da se ločuje, tako kot je Gorazd izpostavil, te gotovinske pa vezane knjige, pa ko se malo tudi navezuje na fiskalizacijo 1.0, tudi na Hrvaškem smo imeli iste vprašanja. Eni so rekli, da se mi imamo to že urejeno, mi imamo itak to že, fiskalizacija 1.0 že, pa smo mogli vsem razložiti, da so oni uvedli fiskalizacijo 2.0, ki je čisto druga zgodba. Tako da, ta del. Tako da to se ločuje, pot je samo druga, to hočem povedati, izmenjava gre drugače, ne gre po drugi poti, ostalo pa vse enako. Jure, še zadnje vprašanje, to bi se morali s podjetjem SZM slišati, ampak saj e-računi sami ne vplivajo čisto nič drugače na kapaciteto kot zdaj, če si vi PDF-je shranjujete, če so vprašanje, koliko let imate noter. Torej, je treba pregledati, zakaj imate 8 giga podatkov, prvič je lahko zaradi koliko let imate noter, Sam jaz zdaj ne vem, a to podjetje... Ampak to ni, Jure, to ni, jaz bi res rekel, no, se opravičujem, to ni za vse, moramo pogledati, jaz sem si zabeležil SZM, da pogledamo, pa da jim pojasnimo, ja, seveda, podatki se nabirajo, treba je pa videti, kaj se noter shranjujem, a še ponudbe shranjujemo, vse tisto, kar Kalkulus ima, cel dokumentacijski sistem noter. Ja, to je čisto drugo, mi nismo dokumentni sistem, ne. Tako. To se je treba obrniti na vas. Eno vprašanje imamo še, koliko višina stroškov za investitorjev in uporabo Bizboxa? Vse smo že razložili, mislim, da. Da je to bolj preko nas, a ne, ko je Gorazd prej rekel, da v bistvu se plača tam tisto, kar so nastavitve, pa to, če pomagamo, ne. Prijava je zastonj, trenutno je tako, da je 1 evro na mesec pavšal, točno 1 evro, potem je pa vsak dokument, ki ga pošljete, košta 0,25 centov, medtem ko za prejem dokumentov se ne plača nič. Sem prav, Jure, povedal. Tako, ampak to zdaj govorimo o stroških, ki jih imamo mi. Do vas. Pri nas pa je, ker je to zakonska sprememba in imajo osveževanje, ne košta nič. Razen, mislim, nič. To sama zadeva ne košta nič, medtem ko uvedba pa praviloma ne opravimo v helpdesk času v 15 minutah, to pomeni, da je potem, ne vem, pol ure dela ali kolikor pač je delati, samo to košta, nič drugega. Drugega praksa, da treba pomagati pri izdaji prvega e-računa, pa da se še stranko uči, pa uvaja, pa tako naprej, ne. Mojca je še eksplicitno res vprašala nastavitve in porabo, Marko, koliko časa rabiš, da to naredimo?
Čisto odvisno, ne? To je zdaj tam nekje 20 minut do pol ure, to pomeni prijava uporabnika, potem registracija podjetja, potem itak treba malenkost počakati, ne, da dobite na odgovor od Bizboxa za to, da so vas prijavili noter, da lahko začnete z delom. Pol je pa nekje 10-15 minut, da pokažemo, ne, te e-račune, kako delajo, da naredimo en primer, pošljemo, dobimo povratno informacijo, take stvari, ne. Zdaj tako, samo da še 20 minut mogoče, do pol ure. ja, zdaj smo v obdobju, ki mi menjamo stvari, ne. Tako da, zdaj trenutno do septembra je tako, da se registrirate v Bizbox, kot je rekel Marko, podpišete obrazec, ga pošljete in vam mi v naročniški službi uredimo registracijo. Ko je registracija urejena, vam javimo, da ste registrirani v Bizbox in da imate urejen predal e-nabiralnik, kar pomeni, da imate urejen prejem dokumentov v Bizbox. Potem pa ta uporabniško ime geslo Marko vnese, pač vam pokaže, kako to naredi in boste imeli v Calculusu to. Z novim načinom dela, približno septembra, bo imel Calculus registracijski link, ki ga bo dal tudi v navodila in boste šli vsi prek linka noter. En link je in boste poklikali v minuti. In ko boste to vse poklikali, boste tam sam še napisali, želim izkoristiti brezplačni paket, 20 pošilja in ga boste označili in boste lahko takoj začeli poslati 20 računov za ston. Če boste imeli več računov, boste izbrali kjer paket in pol vam bomo mi zaračunali paket, ko ga boste plačali, bo veljal 1 leto. Zaenkrat to, kar Gorazd pa Marko govorita, v tem vmesnem obdobju je še zmeraj tako, da Calculus vam zaračuna naše stroške pošiljanja. Tako da do septembra je še zmeraj način, da se registrirate, podpišete obrazec, Marko vam naredi nastavitve, poveste, kjer paket boste izbrali za pošiljanje, zdaj lahko izkoristite 20 za ston, nam bo Marko javil, kjera stranka hoče to koristiti. Z septembrom vam bo Normasoft poslal vsem nov link, tisti, ki se ne boste še registrirali in boste prek tega linka vse upravili na enem mestu. V prvi fazi, ja, kontaktirate Calculus, ampak... Moramo pravzaprav, ja. Pa gospa Romana je vprašala, da je manjkala v uvodu, mi smo pa v uvodu povedali, da bomo poslali vsem udeležencem posnetek tega srečanja, tako da dobite. Pa res, dajte se tega lota čim prej. Ja, mogoče tam eno vprašanje še zadnjo, ker to pa tudi mene zanima. Zdaj, iz prakse, večkrat se zgodi, da stranke, ko se enkrat prijavijo v Bizbox, pa jih je pa strah, ja, kaj pa, če bom kar enkrat začela dobivati račune v Bizbox, pa sploh ne bom vedela za njih. Vi lahko preverjate ali v Calculusu, ali si nastavite potem, da kar samodejno preko nekega schedulerja potegne enkrat na dan tiste račune not. Jaz za začetek predvsem predlagam, da mogoče prvič, drugič, če poskusite sami to prijeti, da to, da vidite, kaj je priletelo k vam, pa jih lahko urejate. Vedno lahko preverite. Obvestilo dobite zmeri, ker račun vas čaka v e-nabiralniku. Ja. Tako da ne bo tako, da boste vi nervozni pa hodili skozi gledati, a ste že dobili račun ali ne. Ja. To je to. Ok, jaz sem kar presenečen, koliko časa je trajalo, ampak meni se zdaj super, no. Malo morate tudi ločati te stvari, ki sprašujete in točno to se bo dogajalo, ko bo zakon, nekaj boste nas spraševali, nekaj boste Normasoft spraševali, tako da res zdaj čas, da se pozanimate, kar vas skrbi, pa da zdaj dobite odgovore, pa da probate razmišljati. Še enkrat, prvi korak je, da se naredi analizo, drugi korak je, da začnete prejemati, potem pa začnete počasi kakšen račun poslati ostalemu, ne. To so neki mali koraki. Pomagamo vam tudi mi analizo narediti, pomagamo vam webinar narediti za vaše stranke, nam je itak to seveda tudi interes, Calculus pa verjamem, da vam itak bo to vse uredil kot support, ne. Ok, jaz mislim, da je to to. Je pomembno vprašanje. Vse si Jure povedal, ne, mislim, Calculus je pač naš produkt. Če stranka ne uporablja Bizboxa, ne morate poslati. V tem primeru ne, lahko mu po mailu, preko pol morate čist Bizboxa ne uporabljati. Oziroma, Jure,
Če zdaj prav berem, celo je tako, če gospa Nesk sprašuje, če so oni vključeni v BizBox, lahko označijo, da stranki pošleš po maili, ni treba, da uporablja niti Calculus, niti BizBox, oni morajo pač imeti nek prijem nared z enim drugim softverom ali karkoli in mu lahko pošljete na mail. To je, torej lahko se... Ja, zdaj kle več scenarijev. Zdaj, če gospa ne uporablja Calculusa, če prav razumem, da uporablja, da zdaj račun... Če stranka ne uporablja, saj sem jaz prebral, če stranka, kot druga njena stranka ne uporablja. Ja, vpraša, kaj uporablja, če ona reče Word, Excel, rečete, dajte prosim, a je kakšna možnost, da mi e-račun pošljete, pa bo rekla ne, nič ne uporabljam, pa lahko rečete, pejte kle na spletno aplikacijo od BizBoxa, vse za 120 računov imate za 100, pa mi pošljete e-račun. Zdaj, ko ste sprašvali, da ne more poslati, ona ga bo mogla, ne? Zdaj, do naslednjega leta ga ne more, ja, razumem, bo poslala po mailu vam, ne? Ampak takrat bo pa iskala alternativo, tako da, če boste vi že zdaj svetovali, bo vam lažje, ko vam bo že račun poslala, ne? Če pač, verjamem, da jih ne boste mogli prepričati, bo pa pač čakali do ta zadnjega, ne? Tako. Ja, druge ni. Jure? Ja. Presenetljivo veliko jih je še prijavljenih. Jaz moram reči, meni osebno bi se resno zahvalil bolj zaradi tega, ker gremo v eno skupno zadevo, ki je zelo pomembno, da je res, tako je Jure rekel, čim prej naredimo, da ne bomo na koncu naredili. Zdaj, malo šale, ne? Hvala Bogu, da je bilo še prejšnji teden mrzlo, ker meni se zdi, da smo šele februarja, pa smo že junija praktično, ne? Res gre čas hiter, tako da predlagamo res, da se te stvari čim prej naučimo in vse skupaj. Za vse, kar še potrebujete, vam bomo z veseljem na razpolago, tako je Jure rekel, ali z ZI ali mi. Z Markotom se zahvaljujemo tudi za vprašanja, ker je pol zanimivo, vidimo, kakšni so vaši problemi. Imamo še eno vprašanje. Ja. Če bo stranka izbrala drugega partnerja, nič hudega, tako sem omenil. Mi smo ponudniki, ki moramo biti med sabo povezani in mi smo povezani tudi z drugimi partnerji. Torej, banka je ponudnik tako, kot mi. In če hoče iz bank poslati stranka vam v BizBox, to lahko naredi. Če vi pošljete v banko, lahko naredite, smo povezani. Tako da za to vas ne sme nič skrbeti. Tudi zakonsko moramo biti ponudniki povezani med sabo. Ker če mi ne bomo, pa vi ne boste mogli računa poslati. Ni nobene logike, a ne? Torej, mi smo povezani. Tako da to je to. Nejc je dobro napisal, hvala za danes, naložili ste nam delo. Probamo ne čakati do zadnjega. Ja, se strinjam. Res, nočem strašiti, Hrvaška je bila štala, po domač povedan. Jaz vam povem, ne Marko, ne jaz, nobeno vam ne bom mogel pomagati takrat, ker bo to noro. Okej. Hvala še enkrat, jaz mislim, da je bilo super. Tudi. Veseli bomo vsega. Je. Hvala. Zijo. Bote, nasvidenje.